Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Super moč, lepo pozdravljeni. Z menoj v studiu medijske hiše Delo je tokrat dolgoletna uspešna menedžerka in generalna direktorica ter partnerica v Boston Consulting Groupu, Melanie Sayer-Larsen. Melanie vodi BCG v jugovzhodni Evropi več kot 20 let in sicer na področju svetovanja pri upravljanju. Njen glavni poudarek je razvoj ljudi in organizacij, potrošniško blago in maloprodaja. Njena strast pa je tema enakosti spolov in vloga žensk v družbi. Melanie Sayer-Larsen je lucidna, strokovna, izjemna. Zase pravi, da je zdravnica za podjetja. Mislim, da bo tokratni podcast Super moč pravzaprav zgodba, ki bo dala perfektne odgovore na vprašanje how to. Zatorej dobrodošli v podcastu Super moč z Melanie Sayer-Larsen. Melanie, dobro jutro. Srečujeva se pravzaprav skoraj da ob koncu leta, v sredini decembra, ki je tudi zaradi razmaha tega presnetega covida prav hektičen. Ni tisto brbotanje, veselja, radosti in tudi mirnosti. Melanie, živjo, dobro jutro. Dobro jutro. Kako si? Še enkrat hvala za povabilo. Sem dober. Kljub temu, da kot rečeno, tale konec leta ni najbolj enostaven, tudi sama in tudi cela moja družina smo najprej imeli COVID, pa iz COVID na pljučnice, ne vem kaj vse, tako da upam, da bo božič in novo leto in začetek leta boljši za nas. Pričakuješ novo leto običajno z nekim upanjem, optimizmom, morda tudi z kakšno skrbjo, kaj bo prineslo novo leto? Imaš kakšne take rituale ob koncih leta, ob zaključevanjih recimo? Ja, jaz običajno med božičem in novim letom vedno začnem težiti mojemu možu, kaj je plan za naslednjo leto. In pol on meni reče, dajmo se najprej spočiti med dopustom, pa bomo pa razmišljali o planu. Ampak za mene je to dosti pomembno. Torej, v bistvu jaz si zelo med božičem in novim letom si nekje res postavljam neke vrste oseben načrt, ampak ne zdaj numerično, da odprem Excel, ampak bolj tako na grobo, ne? Torej, vedno si postavim načrt v smislu posla, nekaj v smislu družine, nekaj pa tudi glede sebe, ne? In potem skušam seveda realizirati ta načrt. In jaz sem zelo, bom rekla, vodena ciljno, ne, v smislu, da nekaj, ki si postavim, da pa res pa probam tudi uresničiti. Tako da iz tega razloga verjetno tudi to prihaja, da med božičem in novim letom postavljam privat načrte za naslednjo leto, ja. Melanie, ali verjameš v to, da če si človek napiše ob koncu leta nekaj želja in te želje zavrže, tako zelo mimobežno jih nekam vrže v nek predal, da ugotovi, da tam nekje že do oktobra vsaj 80% teh želja se uresniči? Ne, jaz v to ne verjamem. Jaz verjamem, da si treba cilj ali pa želje napisati na papirček ali pa v glavo ali pa kamorkoli, pa je treba pa trdno delati, da se jih doseže. Tako da jaz sem bolj ene vrste red, rad in disciplina profil, tako da jaz nič ne verjamem, da tako prileti iz Marsa in pol smo vsi srečni tam nekje oktobra, ampak jaz resnično verjamem, da karkoli si zadanemo in če stremimo k temu, da to dosežemo, bomo dosegli, ampak zato je seveda potrebno delo in neke vrste tudi občasno odrekanje, ker potem v bistvu dobiš tisto, kar si zaželel, ne. Odkud si dobila to disciplino? To je privzgojeno, si predstavljam. Verjetno, ja. Jaz mislim, da je neka kombinacija večjih faktorjev, ki se je pri meni takole malo zmešalo enemu mikserju. In sicer, jaz sem rojena v Nemčiji, ne. V Nemčiji je vse, kar se tiče, bom rekla, te neke discipline in pa planiranja je dejansko prisotno. Tako da v bistvu moje rano otroštvo je v Nemčiji in verjetno sem delno tudi iz tega nemškega sistema ene stvari pobrala. Sigurno ta večji del je pa za pripisati mojim staršem, ne. Moja dva starša sta oba workoholika, čez 70 let stara, še vedno popolnoma vpeta v delo. In v pozitivnem smislu workoholika, ker sta v bistvu naučila in mene in mojo sestro, da kar
pač si želiš, lahko dosežeš, ampak seveda z nekim delom. Ne? Tako da v bistvu verjetno je ta kombinacija, bom rekla, nemškega otroštva, nemškega šolstva na začetku z to podjetniško družino, iz katere prihajam, kjer oba starša še danes zelo veliko delata, ne? Verjetno je to na nek način privedlo k temu, da sem taka, ki sem. Pa po moje še ena komponenta, ki se jo zdaj bolj zavedam, ker sem starejša. Jaz sem pač otroštvo preživela v Nemčiji in moji starši so tam v 70 letih šli v Nemčijo. Ne? To je bila tista generacija Jugoslovanov, ki so šli za trebuhom, za kruhom v Nemčijo. Ne? To, da mi smo bili v bistvu neka družina tujcev, ne? Tako rekoč Ausländerjev, ne? V Nemčiji. Ne? In ti, da bi nekako bil integriran, si se moral še 10-krat bolj potruditi. Ne? Moral si še bolj znati govoriti nemško, še boljši biti v službi za moje starše, ne? Ali pa za mene še boljše biti v razredu. Ne? Tako da po moje to neko fajtanje, ne, da si še boljši, prihaja tudi od tega. Ne? Ker drugače, če tega ne narediš in če se ne integriraš zelo hiter, si samo eden v nizu tujcev. Ne? In v tistih 70 letih bilo dosti težko, ne? Če pač nisi bil integriran. Tako da po moje to kombinacija teh 3 faktorjev. Po tem takem si predstavljam, da zate ni bila tako zelo naporna pot, namreč si generalna direktorica in partnerica pri BCG-ju, Boston Consulting Group, velika korporacija, mednarodna korporacija. Je bilo veliko ovir, da si prišla do te pozicije, osebnostnih, psiholoških? Ja, vsak dan je kakšna ovira. Čisto vsak dan. Že zadnjih 25 let. Tako da, zdaj me en dan nekdo vprašal, ena moja stranka me je vprašala, a si ti kdaj bila tako recimo pred burnoutom, ne? Jaz pogledam tega gospoda, pa sem rekla, ja, vsako leto, ne, parkrat na leto, ne, in sem se začela smejati, sicer malo bolj v hecu, ampak, ker dejansko ga, hvala Bogu, nisem imela še, ampak hotela sem reči. Trkamo na list, ker tega je res veliko. Ja, zato sem rekla še. Ampak očitno imaš zelo rada delo. Ja, jaz imam rada delo, jaz uživam v delu, jaz sem se pač v temu biznisu, bom rekla, zelo dobro znašla. Leta 2005, 3. januar je bil, sem šla prvi dan v svetovanje in moj cilj je bil preživeti 1 leto in videti, kaj ti pametni ljudje okrog mene počnejo. Ne? In pa tisto 1 leto, prvo leto je bilo res dost težko, zato ker seveda sem se morala prilagoditi na cel ta novi posel. Pa, tako kot jaz tudi zdaj mladim rečem, če preživiš prvo leto do 2, si pa kar nekako noter, ne? Pol zaplavaš v tem morju, ne? In tako sem jaz zaplavala. In jaz moram priznati, da je zdaj naslednjo leto bo jesen točno 20 let, ne, odkar sem v tem biznisu. Jaz moram priznati, da sigurno so bile ovire, ne, in to res dnevno, ne, ampak malo je po moje stvar mindseta, kako gledaš ovire. Ne. Jaz po moje ne gledam ovire kot ovire, ampak bolj kakor v eni igrici, ne, ki jo imajo otroci, ne, da pač moraš nekaj preskočiti, da prideš na naslednji level, pa moraš nekaj preskočiti. In tako jaz de facto gledam mojo kariero. Jaz nikoli ne pozabila, ker sem bila še mlada svetovalka, na dan, ko sem pol recimo napredovala in so mi dali feedback, da sem napredovala in super in zdaj pa naslednje 2 leti še naprej, da boš prišla do naslednje stopnje. Jaz do konca sploh še niso izrekli čestitke, ker sem me že vprašala, koliko časa pa rabim, da lahko spet napredujem. Pa me je gledal prej še šef, pa je rekel, pa čakaj malo, pa ravno kar si napredovala, a si lahko malo sprostiš, pa uživaš. Ampak meni je bilo to res tako, v moji glavi je bilo bolj, ja, se bom uživala, ampak koliko let rabim do naslednje stopnje, ne? In tako sem de facto pol predirkala svojo kariero. Jaz sem zelo mlada, pol v bistvu vse te stopnje, ker mi imamo pač v svetovanju, ne vem, če to vemo, ampak svetovanje ima model up or out, to se pravi, če na vsake 2 leti ne napreduješ, greš ven iz firme, ne? In to zelo kruto. Nikle nekega vmesnega performansa. Ali si top, ali pa greš ven, ne? In tako je dejansko bilo pri meni, tako sem šla gor, ne? In pol tudi, ko sem ratala managing director in partner pred 40 letom in to v Boston Consulting Groupi, ki je ena od 2 največjih svetovalnih firm na svetu, ne? Je bil to velik uspeh, sigurno. Ampak jaz sem to spet tako v igrici gledala. What's next? Lepo, nisem še slišala v tem podcastu in od tvojih cehovskih kolegov, torej podjetnikov, ne, da se pravzaprav igrajo. Ne. To mi je všeč, da nekako, kot da bi imela zelo živega tega notranjega otroka. Namreč tvoji kolegi pogosto razlagajo o tem, kako se
soočajo z nekimi vsebinami, ki malce dišijo po duhovnosti, pa čuječnost, pa meditacija, da od tam tudi je za njih vrelec moči, pa imajo disciplino, recimo v tem smislu, da vstajajo ob 5, pa imajo neke Excele, pa urnike in tako naprej. Da ne rečem, da se pogosto tudi vračajo k filozofiji, ki rečemo stoicizem. Bi lahko rekla, da si stoik, da lahko vse te dnevne izzive prenašaš tako z lahkoto, bi človek rekel. Ali pa skozi igro skoraj da. Ja, mislim, sigurno so dnevi, ki lažje kakšno stvar preneseš, pa so kakšni dnevi, ki je tudi težko, ne? Zato ker konec koncev, ko se ti nabere 10 stvari naenkrat v istem dnevu, si tudi jaz zdaj rečem, o moj bog, ne? Kaj je meni tega treba. Pa si spet spomnim, kako bo jutri in pa grem enostavno naprej. Ne? Jaz nisem komplikatorski tip, ne? Jaz probam reševati stvari, jaz sem doer, jaz sem blazen doer, ne? To se pravi, mi, ki se nekaj zmenimo, jaz to hočem pa speljati do konca. Dosti sem pragmatična, jaz mislim, da sem zelo hitra in pol ta kombinacija po mojem me pol hitro pelje čez neke izzive in zato dosti dobro slalomiram čez biznis. Ne? Sem pa tudi tip, ki hitro odpušča, ne? To se pravi, odpuščam sodelavcev, odpuščam biznis partnerjem, odpuščam tudi sebi. Torej, če nekaj tudi perfektno ne speljem ali pa se ne spelje v mojem življenju, jaz nisem eden od unih menedžerjev, ki bo zdaj seceral to naslednjih 6 mesecev. Jaz si pač rečem, življenje je tako, ne, da pač prinese in vzpone in padce, to je očitno bil nek padec, nekaj smo se iz tega naučili, ekipa, gremo dalje. In jaz de facto 15 minut kasneje sem že fokusirana na naslednjo overco in gremo dalje. Ne. Tako da jaz nisem, kar se tega tiče, lahko bi človek rekel, da na nek način, lahko bi človek rekel, da na nek način mogoče celo prehiter grem čez neke zadeve, ampak sem se naučila predvsem v tem poslu, ki je tako kompleksen, ne, in tako naporen na nek način tudi, da če se spustim v te seciranje mikrodetajlov, zakaj pa nekaj ni uspel, da preveč energije izgubim. Energijo moram usmeriti naprej in zato gre skozi naprej in skozi višji in skozi dlje. V podcastu Supermoč sprašujem svoje sogovornike in sogovornice o supermoči. Vsakdo poseduje neko super lastnost, super moč, ampak v resnici ugotavljam, da je zelo intimno vprašanje, ko vprašam, kaj je tisto, kar vi vidite več, kar mi navadni smrtniki ne vidimo, oziroma kaj so ti notranji driverji, ti motori, ki ženejo naprej. Bom povedala, zakaj zaslišujem vse svoje goste. Eleni, kaj je ta tvoj notranji motor? Ja, moj notranji motor, jaz vem, kaj ni, no, moj notranji motor, ne, mogoče bo pa še do odgovora, kaj je, no. Ampak jaz nisem tip, ki bi bil notranji motor to, da me ljudje prepoznavajo na cesti. Mislim, se je logično, da te prepoznajo, pa sploh tako v teh biznis krogih vsi, ampak nisem zdaj egocentrična v smislu, da ta slava naven, da me recimo driva, ne, ker pol bi verjetno se lotila kakšnega drugega poklica, ker verjetno bi šla pol v politiko, ne, ker moj poklic je tak, da sem vedno v zadju, ne, tako kot je en dober zdravnik, ne, tako da v bistvu zdravnik se tudi ne izpostavlja, on pač pozdravi paciente, jaz pa pozdravim podjetja, v katerih delam. Ne. Tudi ne verjamem, da je moj notranji motor bogatstvo, ne, zato ker v bistvu tudi to je relativno, ne, kaj pa je biti bogat, ne, koliko pa rabiš denarja ali pa sredstvo, da rečeš, da si bogat. Ne. Tako da tudi to me ne driva. Ne. Jaz mislim, da če gledam zdaj nazaj mojo zgodovino in pa tudi moj biznis in vse, kar sem naredila, jaz imam občutek, da je bil vedno notranji motor večplasten. Ne. Eno je, da sem vedno želela v bistvu pomagati, ne? In to pomaganje ima seveda širok pojem lahko, ne? Jaz sem želela vedno pomagati osebi, ki nasprot mene sedi, to se pravi, ponavadi so to predsedniki uprav ali pa predsedniki držav, ne, da jim pomagam pri njihovem izzivu, katerega oni ne znajo rešiti, da jaz z mojo ekipo pridem noter in dejansko na nek način razvozlam ta izziv, ne, in pa želela sem pomagati s tem, da prinesem najboljša globalna znanja v regijo oziroma v širšo regijo vsem svojim podjetjem, s katerim delam, ne, ker na ta način sem vedela, da bom potem tudi pomagala širše, ne, podjetje bo šlo na višjo raven,
boljški, ki smo vsi skupaj, boljša je ekonomija neke države, nekega okolja in tako naprej. Ne? Tako da ta pomoč oziroma ta drive, da nekaj boljšega pripelješ, ne? To je tisto, po moje, ki mene zjutraj pelje. Ne? In jaz sem izjemen perfekcionist. Ne? Jaz recimo ljudje, ki z mano delajo, vejo. Ne? Mene ne more iti ena prezentacija, brez da jo 6-krat ne pogledam. Ne? In to do zadnje decimalke. Ne? In jaz vedno pravim tudi mojim sodelavcem, mi smo čist preveč odgovorni in preveč pomembni, da bi lahko delali na 80%. Mi moramo delati preko 100%. Naši dokumenti, naši zapisi morajo biti perfektni. Ne? In zato nas potem tudi prepoznavajo biznis lideri po svetu kot najboljše strokovnjake, ravno zaradi tega, ker v bistvu najboljše vedno pripeljemo. Ne? In to je tisto, ki mene pelje. Ne? To je ta perfekcionizem. Priznam, da tudi v času, ko sem še bila odgovorna urednica Sveta kapitala, sem se pogosto učila od vas. Od koga se pa ti učiš? Kje so ti viri informacij, trendov, idej, modelov? To znotraj firme prihaja. To se pravi, v bistvu nas je zdaj le preko 30,000, ne? V tej skupini 30,000 strokovnjakov. To so vse, mogoče samo kot dopis, ne? Mogoče bi kdo rekel, se 30,000 ljudi pa ni velik. Je, no? Zato, ker v bistvu 30,000 ljudi ne govoriva midve o nekem mešanem profilu ljudi. Medve govorive o 30,000 ekspertov na svojem področju. To so ljudje, ki imajo v povprečju minimalno magisterij ali pa doktorat narejen. Poprečno število jezikov, ki ga naši zaposleni govorijo, so 3. Velikih je bivših profesionalnih športnikov, ki so zelo disciplinirani. Pri nas ljudje zaključijo od Harvarda do Oxforda in podobno. In pa tisto, ki je najbolj zanimivo, pri nas je recruiting, torej proces zaposlitve je, da zaposlimo enega na 100. Eden gre čez proces, 99 pa ne. Pa ne zato, ker imamo butasto statistiko, ampak zato, ker iščemo krem de la krem. Mi iščemo najboljše strokovnjake na svetu. Kakšen privilegij živiš. Ja, in če imaš ti 30,000 ljudi, takega profila, potem, če ti mene zdaj pokličeš, a mi lahko poveš, ne vem, specifiko, zakaj na Šrilanki toliko dobre banane raste, v Evropi pa ne. Jaz pojma nimam o bananah, ne, ampak nekje na svetu bom pa najdla nekoga, ki bo pa vedel, kje je o tem. Tako da jaz se učim znotraj, zato ker mi vsak dan tudi imamo publikacije nove, ki gredo ven, pa imamo makroekonomski inštitut, mikroekonomski inštitut, imamo inštitut, ki napovedi dela razne scenarije, kaj se bo dogajalo in tako naprej. In če sam to prebereš, mislim, že to ne uspem, ne? Tako da ful je znanja znotraj hiše, ne? Ker sem ljubiteljica zanimivih podatkov, razlag, interpretacij, zgodb, enciklopedij, ti res privoščim življenje v takem privilegiju, v taki res izbrani druščini. To je privilegij, zato ker v bistvu s komarkoli se pogovarjaš, se lahko nekaj naučiš. In tudi recimo, ker delam na projektih, ker moramo kakšen določen izziv, bom rekla, rešiti za, bom rekla, upravo ali pa predsednika uprave in pa si, ne vem, v projektni skupini za 5 do 10 ljudmi, ti že sam, ki prideš popoldne, ki imamo te interne sestanke in poslušaš te ljudi, kako razmišljajo, kako konceptualno rešujejo ta izziv. Mislim, to je vsakeč znova dobiš tole, bom rekla, kurjo polt, ker ne moreš verjeti v bistvu, kako je to fascinantno, kaj ti ljudje delajo. Ne? In zdaj sploh v zadnjih letih, ker smo še veliko digitalizacijo, ker tudi v bistvu urodja naši ljudje programirajo razne epe, razne, bom rekla, digitalne rešitve. Imamo v tem trenutku preko 7,000 digitalnih ekspertov. Ne? In jaz, ki kdaj prijem na sestanke, o tem začnejo moji govoriti, spet, ne, se ogromno tudi učim, ne? Ker so to znanja, ki jih seveda tudi jaz ne znam, ne? Tako da je super. To te dela mladostno, verjetno. Lepo, vitalno in ko ravno omenjaš to mravljince, kurjo polt, ne? Ko se človek vznemiri, ne bom pozabila, ko si stala na odru Združenja Menedžer v Unionski ljubljanski dvorani, ko si prejela najvišje slovensko priznanje za ženske v poslovnem svetu, Artemida, ne vem točno, kako se naglasi, to je bilo leta 2019 in še danes mi je žal, ker me je kot gostjo tega dogodka, ko si bila na odru, zmotil en kolega z nekim vprašanjem, ampak v trebuhu sem začutila, da se nekaj dogaja, nekaj, kar se me je blazno dotaknilo, namreč z
slišala sem tresoči glas, zdelo se mi je, da sem videla pravzaprav jok, solze. Nekako nisem ti tega pripisala in še do danes ne vem, kaj se je zgodilo. Priznam pa, ker ne maram opravljanja in takega gosipa, nisem se pozanimala, kaj se je zgodilo. 600 ljudi je verjetno potem se pogovarjalo, kaj se je zgodilo. Ne vem, ali si bila tako varjena ob pač prejemanju te nagrade, ampak predstavljam si, glede na to, da si zelo uspešna, to ni bilo prvič zate, ne? Kaj se je zgodilo takrat na odru? Jaz sem se zjokala in sicer sem imela tako zelo lep pripravljen govor, v občinstvu je tudi moja mama sedela, moj mož, ogromno mojih sodelavcev in tako naprej, in pa seveda vsi poslovni partnerji kle iz Slovenije in podobno. In imela sem govor, zdaj točno se ne spomnim, v katerem stavku sem pač enostavno počela, bi človek rekel, ampak zjokala sem se. In sicer sem se zjokala zato, ker sem v govoru tudi govorila, da mi ta nagrada veliko pomeni, kajti ne sem zaradi tega, ker sem tudi seveda dosegla to, kar sem v življenju in čemer sem hvaležna, komorkoli že moram biti tam zgoraj, ampak na nek način mi tudi veliko pomeni, ker ta nagrada je nagrada tudi za role modeling, to se pravi, da v bistvu na nek način vzor si mlajšim ženskam ali pa tudi mlajšim moškim konec koncev, in pa hkrati je tudi ta nagrada mogoče tudi potrditev tega, kar delam v hobiju, in to je to, da se borim za ženske pravice. Ne si bo v poslu, ne si bo, kar se tiče nasilja nad ženskami in podobno. Ne? In v bistvu v mojem govoru sem potem na nek način posvetila to nagrado moji nerojeni hčeri, ki je bila v tistem trenutku v mojem trebuhu. In marsikdo noseča si bila? Marsikdo sploh ni štekel, da sem noseča, kljub temu, da oni najbližji so, ker se je videl, da imam dosti široko obleko, ampak jaz sem bila noseča. In pol hkrati je bilo pa to še ful bolj emotivno, ker je Mija, ki je zdaj stara 3 leta pa pol, bila v bistvu, oziroma je otrok IVF-a, ljubljanskega IVF-a in njihovega, bom rekla, super truda in vsega, kar so meni pa mojemu možu pomagali. In v bistvu je bila Mija, na nek način sem njej posvetila to nagrado, no, ker sem rekla, da ta Artemida je za mojo Artemido. In v tistem trenutku, ko sem rekla moja Artemida, sem se zjokala, ker je očitno eksplozija mojih čustev in hormonov, ker sem res v tistem trenutku dosti dala za sabo. No? Res sem imela eno težko obdobje. No? Par let tega IVF-a, hkrati sem ganjala kariero dalje in je kar težko, to je kar težko obdobje, ne? Za vse tiste ženske, ki so bile v tistem obdobju, pa ne sem ženske, tudi moške, by the way, ki so v tem obdobju, to kar težko obdobje, ne? Ker si popolnoma nemočen in je konstantno ena velika tombola, ne? Kaj se bo zgodilo, ne? In pol te to zelo izčrpa. In jaz sem bila kar dosti izčrpana, ampak hkrati srečna zaradi te nagrade, tako da sem se malo zjokala. Čestitam za Mijo in tej deklici in seveda tudi vama želim vse najlepše na vaših vseh poteh. Meniš, da je pravzaprav ta naša supermoč, ki je ženska supermoč v tej mehkobi, v čustvih, v nežnosti, sočutju. Vem, da si borka za ženske in ženske pravice, ampak a meniš, da bi se morale bolj tako srborito postaviti zase in nekako tudi povzeti vse te moške lastnosti ali ravno nekako poudariti tiste ženstvene lastnosti? Kaj misliš, kje je ključ? Jaz mislim, da je ključ v miksu. Zato, ker v bistvu zato, ker tudi, če gledam zdaj mlajše ženske, recimo tudi pri nas v podjetju, pa jaz sem dosti tudi izven podjetja mentor, ne, ki me nagovorijo ali pa prosijo, pa vsako leto vsaj 2 do 3-4 ženske mentoriram ob delu še hkrati. Ampak tisto, recimo, če zdaj potegnem neko črto, pa če neko usporednico potegnem, kaj sem videla v svoji karieri, pa tudi kaj bi bil moj nasvet, ne. Sigurno je treba izpostavljati tisto, v čemer smo dobre, ne? In dobre smo v multitaskingu, to se pravi, to, kakor mi žogic držimo v zraku, ni šans zdaj, ker smo moški držili. Dobre smo sigurno tudi v tem, da prepoznamo bolj neko psihološko situacijo pri kolegih, recimo ta
empatija je neka lastnost, ki jo imamo tudi sigurno prirojeno in močnejšo. Tudi na nek način ta čut, kako v bistvu z ljudmi delati v podjetju, kdo rab mečkan močnejšo, bom rekla, zgodbo v smislu usmerjanja, kdo blažjo. Vse to lažje in boljš prepoznavamo. Po drugi strani imamo pa eno komponento, ki nam pa ni v pomoč. Imamo ene par karakteristik, ki nam pa škodi. In jaz mislim, da se jih da odpraviti oziroma priučiti, da se deluje potem drugače. Prvo, ful smo premalo odločne v smislu, da verjamemo vase. Skozi imamo neke pomisleke in dvome, in ženske imamo to prirojeno, in tudi, ko gledaš razne raziskave, se to ve, da recimo headhunterji, globalni headhunterji, 2 največje globalne headhunterske firme sta naredili analizo in sta res izdale prav en super članek na to temo. Ko headhunter začne iskati nekoga za neko top pozicijo v podjetjih, začne klicati in moške in ženske. Moški ga pokliče v povprečju 1,5-krat, predno on reče, pridem na razgovor jutri. Žensko pokliče 7-krat. To se pravi, on mora 7-krat poklicati nekoga in ga prepričevati, da sploh pride do razgovora. Ne govorimo o razgovoru. In to kaže na to, da smo mi enostavno premalo sigurne vase. In to je sigurno ena od lastnosti, ki bi jo morali se priučiti od moških, ker medtem, ko mi filozofiramo, a smo dovolj dobre, a nismo dovolj dobre, a bomo zmogle, ne bomo zmogle, je on že podpisal pogodbo de facto in je nam prilika šlat. In pol, enkrat, ki je pa šla, je pa šla. Tako da jaz mislim, da na nek način ta prepričanje vase nam absolutno manjka. Druga stvar tudi, odpreti usta. Velikrat sedim na kakšnem sestanku, ko so moški in ženski. In ženske, kar malo po defaultu, tako le 10 cm stran od mize sedijo in čakajo, kaj se bo v sobi zgodilo. In jaz to zdaj že prepoznavam logično. Jaz pa dostikrat rečem, Petra, daj ti meni povej, kaj pa je tvoje mnenje. Zato, ker jo s tem sprovociram, da bo začela govoriti, ker vem, da kaj bo povedala, bo dobro povedala. Ampak če jaz tega ne bi naredila, bi moški okrog mize zavzeli teritorij. Oni bi povedali, kaj mislijo, kaj vejo, kaj hočejo in pa bi bilo konec sestanka. In zdaj, če ti nisi ženski lider, ki ima empatijo in ima vključ ljudi v diskusijo, se ti zgodi, da 5 moških diskutira, Petra pa sedi tiho za mizo. Tako da jaz vedno tudi mlajšim ženskam rečem, in zdajle danes večer imam ob 6 en govor pred eno ogromno skupino ljudi, mednarodno, ki bo tudi eno od sporočil ravno to, speak up, Ti moraš enostavno povedati, kaj meniš, ker če ne poveš, te ne bojo ljudje slišali. In ravno tako je tudi ta prepoznavnost v prostoru. Ženske smo enostavno, se mi zdi, doskrat neprepoznavne v prostoru. Se doskrat hecam spet pri mlajših ženskah. Ko greš na konferenco, ko greš na pomemben sestanek, če si bolj blage narave ali pa imaš bolj nizek glas, pa bolj tiho govoriš, pa si bolj taka nežna, obleci rdečo barvo, da te bojo ljudje videli, ki si prišla v prostor, sicer za mizo, in povej, kaj misliš. In če bi to troje spremenile, in vem, da je easy to say, hard to do, ampak če bi na tem delale, in marsikakšen coach lahko na tem dela z marsikakšno žensko, potem smo zmagovalke, ker imamo oboje lahko. Tako da jaz mislim, da to, če bi človek lahko balansiral oboje, to je tisto, kar rabiš za biznis. Ampak, Melanie, se ti iskreno zdi, da je slovenska družba pripravljena na ženski speak up? Kaj pa, če ti rečem, da pa kakšne ženske tako tudi kdaj naredimo, ali pa je v naši naravi, pa pravzaprav dobimo eno tako gajžlo ali pa en opomnik, da naj se vendarle malce umirimo. Tudi moški v slovenski poslovni srednji brez dlake na jeziku govorijo o tem, da smo v Sloveniji ravno ženski. Meni gre to zelo težko iz jezika, ker imam številne fantastične ženske okrog sebe, prijateljice, kolegice in tako naprej, ampak ženski največji sovražnik v poslovnem svetu. Da si zapiramo vrata, da si nastavljamo ovire in tako naprej. A je to en tak kliše, ali čutiš, da to v slovenski družbi resnično
obstaja in je na nek način rak rana. Veš kaj, kje bi ločila dve točki, ne? Ker si dve zadevi dobri povedala, ker sta zanimive provokacije mogoče tudi. Ne? Prvo si rekla, če je slovensko okolje že zrelo, ne? Da povemo svoje mnenje. Nimam pojma, ne vem, če je zrelo. Jaz samo vem, da je treba povedati svoje mnenje. Ne? In jaz trdno stojim za tem in že cel življenje tako funkcioniram. Ne glede na okolje. Ne glede na okolje. Bravo. In možno, da v kakšnem slovenskem podjetju ne bi mogla zaradi tega delati, če pač to težko prenesejo nekateri, ne. Ampak, in verjetno sem tudi zato uspešna v mednarodnem podjetju, ne, kjer imamo KPI-je, ki jih moraš doseči, torej jasno merljive cilje, in če jih dosežeš, je to, ne, in zelo jasno greš naprej, ne. Ampak mogoče mečkam hecna stran. Jaz res mislim, da Slovenija kot družba in kot taka bo morala nehati pakirati zgodbice in celofančke, postavljati okrog sebe, ampak bomo morali začeti govoriti o dejstvih, o faktah in enostavno se spoprijeti z določenimi izzivi. No? Tako da jaz bi vedno dala na svet, ne glede na to, v katerem okolju smo, da je treba povedati svoje mnenje, če pa to okolje to mnenje ne more sprejeti in če to mnenje temelji na dejstvih, potem se pa treba vprašati, a je to okolje, v katerem želim biti. Ker to je potem znak, da smo ga prerastali in da moramo iti naprej. In če tega ne naredimo, potem smo del ene nerastoče kulture, ne? Ker tisto podjetje, ki ne more sprejeti dejstev in enostavno take, bom rekla, resne diskusije, je okolje, ki ne bo raslo v nobeno smer. Mogoče bo eno firmica ali pa eno podjetje, ki bo fajn na periferiji, ampak ne bo raslo. Tako da pol se treba vprašati, želim biti del tega in moj nasvet bi bil čim prej pobegati iz tega okolja in najti okolje, kjer lahko sprejemajo odločne ljudi. Zdaj pa, kar se tiče ta drugega, ki si zdaj rekla, druga točka, zdaj sem se pa zgubila, prva točka je bila slovenskega okolja, druga točka. Da smo ženska. Da smo ženska. Sovražnica. Ja. Glej, jaz bi rekla, ne vem, a je to zdaj v Sloveniji ali to ni v Sloveniji. Veš, kaj si rekla, da dostikrat v Sloveniji to rečemo, ne? Če jaz zdaj svojo, zgodovino pogledam v biznisu, jaz sem naletela in na spor z žensko, ne, v biznisu, ampak sem tudi naletela na spor z moškim. Tako da, veš, jaz ne bi rekla, da je eno ali pa drugo pravilno. Mogoče je to spet ene vrste kliše. Jaz osebno mislim, da kar se tiče žensk, ne, sploh tiste, ki smo na nek način na nekih funkcijah ali pa pozicijah, pa smo že nekaj dosegli v karieri, neetično bi bilo ne pomagati drugim. Ne? Ampak jaz osebno pomagam in ženskam in moškim, tistim, ki enostavno si želijo pomagati. Ne? Tako da jaz mislim, da bi to znalo biti malo klišeno. Jaz ga ne sprejemam drugačno. Si bom zapisala za uho in upam, da naju sliši čim večje število poslušalcev in gledalcev. Melanie Sajer-Larsen, ne vem, če veš, ampak prvič si gostja v podcastu Supermoč, pa vendarle. No, vem. To veš, ampak ne veš pa, da si že večkrat nastopala. Res? Ja, namreč pogosto te citiram. Hvala. Ja, ob različnih, bi rekla, konferenčnih ali podcastovskih priložnostih. Namreč na eni izmed okroglih miz ali pa off the record si povedala nekaj, kar me plaši. Namreč vsi vemo, da pač obstaja ta škodljiv beg možganov. Ja. Najboljši talenti pravzaprav odhajajo že vrsto let. Ja. Mi se borimo na vse pretege, da to bi seveda ta trend ukinili, ga preobrnili, ampak spomnim se, da si povedala, da se dogaja še nekaj hujšega. Da tisti talenti, ki so nekoč odhajali, so se vendarle v občutljivih obdobjih, bodisi zaradi nosečnosti, vrtčevskega življenja in tako naprej, vračali. Zdaj pa ne več. No, to sem želela preveriti. Zdaj pa ne več, a? Torej, še vedno drži, da zdaj, treba ostanejo. Ja, ker treba biti zelo natančen v definiciji, ne? Zato, ker da ne bo kdo zdaj takoj skočil, gled narobe govori. Ne? Če ti gledaš gro statistiko cele Slovenije, potem v bistvu bi nekdo lahko rekel, da gre mali del Slovencev ven, ker še zmeraj velikih ostane tukaj. To je res. Če gledaš pa visoko izobraženih kadrov, ne? Tiste, za katere se, bom rekla, na nek način cela Evropa ali pa cel svet bori, ne? Te gredo ven in te se tudi ne vračajo. Ne? Tako, kot si sama dobro prej rekla, ne? Včasih so se vračali, tam nekje pri 35. letu, zdaj se pa tudi to več ne dogaja. Ne? In glede zdaj več komponent, Slovenija je seveda lepa, varna, super mikrolokacija, vse je krasno, ampak če ti gledaš
na nek način možnost nekega osebnega razvoja, ti pa sigurno neka večja država da več možnosti. Ne? Hkrati pa, če še poudaramo, če pogledamo v finančne pakete teh nekih držav, ki jih potem te mladi dobijo, recimo v Nemčiji ali pa v Franciji ali pa v Italiji, vizavi Sloveniji, je enostavno račun, da ljudje ostanejo raje v zoni. Naša davčna politika je popolnoma nesprejemljiva in popolnoma ne motivira mlade ljudi, da bi tukaj, visoko izobražene mlade ljudi, da bi tukaj bili, ne? Zato, ker pri nas je, se veš, davčni sistem tako narejen, da več, ko zaslužiš, več, ko si nadarjen, več, ko te ljudje želijo, več si kaznovan oziroma več plačaš. V tujini temu ni tako, ne? Če pogledamo že na Hrvaško, tlele mečka, 1 uro stran, ne? Oni imajo davčno politiko tako narejeno, da je marsikakšen, bom rekla, davčno oprostitev, da v bistvu zadržiš mlade talentirane ljudi, ne? In ljudje v bistvu na Hrvaškem veliko več zaslužijo, kot recimo v Ljubljani oziroma v Sloveniji, ne? In iz tega razloga bo to čedalje hujši problem, ne? Že zdaj ga vidimo, jaz ga v svoji firmi vidim. Meni vsako leto par Slovencev gre in se ne vrne. In ne grejo prav daleč, eni grejo na Dunaj, eni grejo v Nemčijo, zdaj imam enega kolega, ki je šel v Frankfurt, enostavno ne vračajo, ker nimajo kle matematike. Spomnim se, da si v preteklosti dejala, da je prav neko razmerje, koliko časa potrebuješ, da ogreješ za slovensko, Ja, to je noro. za Ljubljano recimo, ali pa za Dunaj, za zaposlitev nekega mladega. To je ne moreš sploh primerjati, to je neprimerljivo. Zato, ker enostavno hecanje, ene take čudne škarje so, ki sem jih tudi jaz dolg časa analizirala, ne. Kot prvo, blazno težko sploh Slovence zaposliš. Zato, ker v bistvu nažalost marsikakšni mladi Slovenci, ki pridejo v bistvu k nam tudi na razgovor, pridejo dostikrat nepripravljeni. In potem jih tudi vprašamo, pa kako to, ne, da si se sploh odločil za intervju, pa nas malo zanima tudi, koliko so se kje pripravljali. Ti rečejo, jaz sem probo, ne, zato ker marsikdaj gremo v kakšno slovensko podjetje, pa probam, pa gre. Pri nas v tujini, ki jaz gledam mlade ljudi, ki pridejo k nam na razgovor, se ljudje pripravljajo 3 do 6 mesecev full time. In pol pridejo probat. In pol jim tudi uspe. Če pa ti probaš samo tako malo, ne, pa ne gre, ne, to je tako, kot če bi šla jaz probat na 100 metrov laufati. Ja, ne gre. Vsi okrog mene so poklicni tekači, ne, torej moram trenirati, da grem laufati na 100 metrov, ne, in tako je pa nas tudi, ne, če greš med top performerje, med 1% najbolj intelektualnih ljudi na svetu na razgovor, je logično, da moraš malo probati prej, ne. In to je en par rokava, torej tisti, ki celo pol pridejo čez in ki se resno pripravijo, pridejo pol čez, so par let pri nas v podjetju, potem pa tudi oni vidijo, da je BCG globalna firma in da imamo posod po svetu pisarne in pa tudi mi imamo interne razpise in se ljudje raje v bistvu predstavljajo tujino, ker vedo, da v bistvu je matematika v tujini boljša, ne. Po drugi strani pa na enem Dunaju, ne, že intake je toliko boljši, ne, toliko in toliko več ljudi se prijavi, ne, in toliko in toliko več ljudi se resno pripravi in toliko več ljudi potem tudi na nek način zaposliš, ne. To, da v bistvu so malo negativne škarje, kar se tega tiče, ne, in jaz si želim, da bi bilo drugače, ker če vzamem že Hrvaško ali pa Srbijo, je boljša slika, ne. Ljudje veliko več jih prijavi, veliko več tudi pol pride čez razpise, ne, in tudi ustanejo dlje časa, ampak to pa res zaradi davčne politike, ne zaradi drugega, ne. Med pripravami sem našla ta podatek, ki si ga omenila, da pač Ljubljana mladih izobraženih skoraj da ne zanima, medtem ko za Dunaj pa se dogovorite v 30 sekundah. Ja, absolutno. Neverjetno. Absolutno. Zato, ker to je red flag za slovensko poslovno okolje. Ne, sigurno, absolutno. Mislim, da tisti, ki se tega ne zavedajo, imajo resno težavo. Mislim, mi imamo kot Slovenija itak že problem na vseh ravneh, ne, to se pravi tudi, bom rekla, proizvodne delavce ti težko najdeš, komorkoli v biznisu, ki se pogovarjamo, v bistvu imajo vsi velike težave. Zdaj pa enkrat, ki ti začne pa tudi intelektualne sredine primanjkati, ne, zato ker enostavno ni računa, ne, kje ostati v Sloveniji, to problem. Jaz sem zdaj imela pred kratkim enega fanta, Slovenca, ki sem se res trudila, da ga kje zadržimo in je rekel, glej, da najamem stanovanje na Dunaju je približno isti strošek v Ljubljani. Na Dunaju bom več zaslužil, na Dunaju bo boljša davek, ne, to se pravi, manj bom davek plačal, širše okolje je, več opcij imam za delo, zakaj bi tukaj ostal, ne? In kaj mu ne jaz rečem? Zato, ker je Bled blizu pa Kremšnite, mislim, ne?
ne bo šlo, ne? Bo prišel na Bled na Kremšnito čez vikend. 3-krat na leto in bo zadovoljen s tisto dozo cukra, ne? Melanie, malo prej si malce okrcala mlade ljudi, ki se ne pripravljajo, ki nimajo resnega pristopa pred razgovorom za službo. Pa vendarle sama vem, da tudi slovenski menedžerji se ali pa direktorji kadrovskih služb se zelo slabo pripravijo na razgovore. Torej, gre za neko domačijsko vzdušje, kjer pravzaprav vidiš, da v enem trenutku tista uboga gospa pogleda na nek formular in ti zelo šablonsko, nepristno postavi neko klišejsko vprašanje in se čudiš, in se ne veš čisto točno, a bi resno odgovoril na to vprašanje. Skratka, verjetno imamo kar problem. Sigurno. Mislim, ta cel, bom rekla, ta cel kadrovski del je dosti domač še vedno. Ne bom rekla v vseh podjetjih, ker imamo kar nekaj podjetij, ki tudi sigurno v pozitivno smer izstopa. Ampak drugače je pa v marsikšnem podjetju to dosti po domače, ne, pošljaš CV, dostikrat mi pravijo ljudje, da sploh ne dobijo povratne informacije ali pa celo grejo v neke finalne runde razgovorov, pa dobijo mail, hvala lepa, za drugega smo se odločili, nič argumentacije. Ker ti v bistvu v resni mednarodni firmi dobiš potem, recimo tudi mi, ki nekoga odklonimo, ne, eden od ljudi, ki te je intervjuiral, te bo poklical, ima pred seboj v bistvu zapis 6 intervjujev in potem v bistvu summary, povzetek in ti bo rekel, ne, draga Petra, hvala, da si se trudila priti k nam, ne, samo da veš tvoje super lastnosti skozi vseh 5-6 intervjujev A, B, C, D, zelo fact-based, tisti, ki naj bi vam manjkali, pa to, pa to, pa to, pa to. In potem ti tudi v bistvu v feedbacku povedo, če želiš to popraviti, kako to popraviti, kaj je treba pogledati, kaj se treba naučiti, kje je treba, bom rekla, malo vaditi in tako naprej. In potem je pa nas ben, pač 2 leti ne moreš iti nazaj na razgovor, ampak čez 2 leti se lahko pojaviš spet na razgovoru in če si vzel to v zakup, kar smo povedali, bi načeloma moral priti čez 2 leti pol noter v podjetje, ne? Pri nas ti dostikrat ne odgovorijo, jaz vidim mlade ljudi, kako tavajo, brez glave tavajo. Mladi ljudje pošiljajo kar nori, ne? Svoje prijavnice levo, desno in pol, ki vidijo, da je pač nekdo, ki je fant punca, ki ima pol leta delovne izkušnje, si mislijo, ja, ok, whatever, ne? Ampak to je popolnoma neprofesionalno, ne? Ker v bistvu ti moraš vsakmu dati priliko, ne? Ali enemu top menedžerju ali pa mlademu in si vzeti čas. Ampak zato moraš biti pa tudi kadrovnik, ne? Moraš tudi vedeti, kaj HR pomeni, moraš imeti proces postaviti, pač enostavno si vzeti čas in z ljudmi delati, ne? In to je tisto, ki manjka, to je absolutno tisto, ki manjka, ne? In veliko je tega periferijskega obnašanja, ker me blazno žacera in razumem, da so ljudje pol frustrirani, ne? In by the way, kdorkoli že posluša tvoj podcast, ne? Kdorkoli se tako obnaša, ne? To je vizitka tvojega podjetja, ne? Torej, če imaš tega kadrovnika ali pa če ti kot menedžer se tako butast obnašaš, se na trgu začne pogovarjati. Jaz z mladimi dostikrat tako govorim, kje ste pa kje delali prakse pa tako naprej. Vse živo mi povejo, jaz vse vem, kjero podjetje se dobro obnaša, kjero pa ne. In mladi se med sabo tudi pogovarjajo, rečejo, glej, boh ne dej, ne iti tja delati, ker tam te bojo sami izkoristili, to je brez veze. In v sistemu in v ekonomiji, ki imaš itak manj kot delavcev na vseh ravneh, če se še tako obnašaš, boš dobil samo dno dna. In pa bo to uspešen, ne? Verjetno se ne čudiš, da imamo še vedno take težave s konkurenčnostjo, s prebojnostjo, z dodano vrednostjo. Gospodarska zbornica Slovenije je zdaj postavila na, mislim, da na 65, na 85 pravzaprav zdaj. Sem pa zgrešila ta podatek, ampak definitivno mnogo manjši standard, kot je že leta presežen v Evropski uniji za dodano vrednost na zaposlene. To je rak rana Slovenije, ne? Torej, v bistvu mi se cepljamo na mestu. Prednost, ki smo imeli takrat, ko smo ratali kot samostojna Slovenija, smo itak popolnoma, bom rekla, izgubili. Treba je v bistvu se parih stvari zavedati, ne. Dodana vrednost trenutno v Sloveniji nekje med 40 pa 50 tisoč evrov, odvisno, katero formulo pač gledaš. Ampak več ni, ne. Jaz mislim, da je nekje okrog 44 tisoč evrov, ne. Zdaj, če gledamo sosednjo Avstrijo, ona je na 85 tisoč evrov, ne. Slovenski menedžerji so začeli pa približno pred 10 leti govoriti, kako doseči 100 tisoč evrov, ne. Cepljamo pa skozi na 40 plus, ne. Zdaj, je seveda vprašanje, zakaj, ne. In razlogov je več, ne.
moramo si natočiti čistega vina. Ne? Slovenija ratuje ena taka Mittelstand država, ne? Kar ni slabo. Ne? Slovenija je v bistvu vodena oziroma stoji na garanju malih in srednjih podjetij. Mi velikih podjetij sploh več nimamo z, bom rekla, izjemo enega NLB-ja in podobno. Ne? Ampak nimamo, ne? Mi stojimo na malih in srednjih podjetjih. In to je sigurno, bom rekla, nekaj, na kar moramo biti ponosni. Ne? Po drugi strani, če pa gledamo industrije, ki jih imamo pa od A do Ž različne industrije. Tiste, ki imajo lahko visoko dodano vrednost, kot je recimo industrija IT-ja ali pa recimo farmacevtike in podobno. Ne? In pa seveda imamo tudi industrijo, ki imajo zelo, zelo nizke dodano vrednosti, kot je bazično kmetijska industrija in podobno. In zdaj, če ti res hočeš priti do 100.000 evrov dodane vrednosti, je treba se ali fokusirati, ali pa pametno skozi vse industrije investirati. Ne? In v bistvu, tle se noben ne upa, bom rekla, vzeti igelco in pikant v srč problema. Ne? Zato, ker v bistvu, veš, vsaka država ima omejena sredstva in ti ne moreš zadovoljiti od A do Ž vsega, ne moreš tega narediti. In če hočeš populistično zadovoljiti od A do Ž vsega, pa imaš cepljanje okrog iste ravni. Ne? Jaz mislim, da za eno Slovenijo je edina rešitev lahko, da se fokusiramo na nekaj. Ne? In glede na to, da smo mi del Evropske unije, ki bi se marsikakšna kitajska firmica ali pa kitajska kot taka veselila biti del Evropske unije, moramo začeti pametno igrati ta slalom znotraj Evropske unije. Ne? Mi smo mali, mi smo v centru Evropske unije, še vedno imamo visoko stopnjo izobraženih ljudi, ne? In pokazali smo v zgodovini, da imamo smisel za podjetništvo, za start-upe in pa za neke dobre zgodbe. In če to 4 vzameš, je treba se vprašati, kaj lahko iz tega naredim. Ne? In potem v bistvu ta prave industrije podpreti, v ta prave industrije investirati denar in pa skozi digitalizacijo in pa tudi mednarodno povezovanje njih dvigati do naslednje ravni in na ta način pol prideti počasi do teh 100.000 evrov. Ne? Ampak prav počasi ne smemo se premikati, zato ker nas bojo vsi nas bojo prešišali. Ne? Zdaj že Estonci gledajo, kako pride do 50.000 evrov dodane vrednosti, ne? Mi pa še vedno se peslamo na 40. Ne? Ampak ne gre mi v račun toliko pametnih, ozaveščenih, pogumnih, drznih ljudi, kjer si prav gotovo tudi ti, kje se potem ustavlja v Sloveniji? Namreč že v podcastu samozadostnosti. Tle se ustavil. Ali v kratkoročnem razmišljanju, da imamo nekje kar v kolektivnem DNK mandatno razmišljanje. To imaš prav, to je lahko tudi ena od komponent, ampak veš kaj, treba se zavedati ene zadeve. Ne? Slovenija je mini trg. Marsikdo ga sploh več ne daje na karto za trg. Ne? Jaz delam za mednarodne firme, kjer Slovenija sploh ni kot trg. Ne? Slovenija je del enega huba. Ne reče se ponavadi Eastern Europe hub ali pa South Eastern Europe hub. Slovenija na karti. Ne bistvena. In če si ti en mini trg, kjer imaš neka podjetja, ali mala, ali srednja, ali ta velika podjetja, rataš lahko zelo hitro samozadosten. Če si ti največja, največje podjetje znotraj te industrije v Sloveniji, ti je fino, zato ker si samozadosten. Tuja podjetja pa ne bojo vstopala v ta trg, zato ker jim je Slovenija velikost enega malega mesta v tujini. Kaj boš vstopil, klele? Brez veze, ne? Mislim, če se kaj zgodi, se zgodi, če ne. In potem pride ta samozadostnost. Če si ti prvi v enem malem krogu, si hitro zadovoljen. Ne? Zdaj pa, po drugi strani imaš pa ta srednja pa velika, ta mala pa srednja podjetja, ki se pa marsikera borijo na tem evropskem trgu. Ne? Marsikera so, vse vemo, Slovenija je zelo izvozno orientirana. Ne? In te ljudje imajo pa že malo drugačen mindset. Ne? In te ljudje, ki vprašaš, imajo tudi drugačen pogled in drugače se borijo in drugače postavljajo. Ne? Tako da jaz mislim, da gre kle za eno kombinacijo. Ta velika podjetja, ki so prva v Sloveniji, so čisto samozadostna in njih, zakaj bi se ona poboljšala, pa ratala še boljša, če so že zdaj face in prvi na trgu. Ne? Po drugi strani pa še rast pomeni tudi veliko problemov, izzivov, dela. Delo, ne? In zakaj bi sploh rastla, če si že zdaj super, pa imaš tržni delež tak, imaš. Po drugi strani imaš pa ta mala pa srednja podjetja, ki pa sicer delujejo, bom rekla tako v nekem tem makroekonomskem smislu, tako, ki morajo delovati, ampak ona so pa premala, da bi lahko zelo veliko premikala za sabo. Ne?
Pa imaš pa še ta, tako kot si rekla, mandatni pogled. Ne? A veš, Slovenija bi morala funkcionirati kot Singapur. Ne? Mi bi se morali vlada in biznis skupaj usedeti in zmeniti, da to so te 3 industrije, to so te 3 teme in dajmo zdaj push narediti skupaj. Kje se pa to ne da narediti? In mi imamo pravzaprav danes na vrhu države menedžerja, ampak ima kar naenkrat velik prepad z poslovno-gospodarsko srednjo. Ja, glej, ne vem, jaz, veš, nimam pojma, kaj se ti zgodi enkrat, ko stopiš v vlado. Ne? Bojda zelo zanimiv psihološki moment. Veš, a se zgodi nek reset, kaj se zgodi, ne vem, kaj se zgodi. To bi bilo zanimivo, to bi kakšnega psihologa morala vprašati, kaj se zgodi. Ampak, glej, sigurno so pričakovanja bila in so strani biznisa velika, ne? Kar se tiče tega prvega človeka, tako da mandat še ni končan, tako da upimo, da bomo kaj skupaj naredili, biznis pa vlada. Absolutno optimistično zremo v prihodnost, držimo pesti, ker je nujno dejansko se povezati in narediti en preboj. Mimogrede, spomnim se pravnika, ki je bil ravno tako, kar naenkrat je prestopil ta prag Šubičeve, ne? Yeah. In Miro Cerar, zelo tak, bi rekla, luciden sogovornik, pravnik, vedno je rekel Bobu Bob, ne? In ko je nastopil kot politik, sem ga vprašala, kaj se je zgodilo, ne? Pa je rekel, Petra, zgodi se neka mašinerija. In prav gotovo se tam zgodi res neka zgodba, ker ne moreš sam iti kot tank. Prilagajanja, jaz se vedno hecam, da jaz bi v vladi verjetno 16 minut zdržala, zato ker enostavno, veš, tle pa to je pa konstantno prilagajanje in konstantno, veš, slalomiranje med nekimi populističnimi ukrepi, ne. Tako da jaz verjamem, da jim ni lahko, ne. Ampak dejstvo pa je, ne, da če bo mi hoteli kot država narediti preboj, ne bo šlo drugače, kot da se poveže gospodarstvo z državo, zato ker država se mora zavedati, da je gospodarstvo polni, ne? In enostavno bo morala država prisluhniti gospodarstvu. Po drugi strani se mora pa tudi gospodarstvo zavedati, da jamranje in čakanje na državo tudi nič ne prinese, zato ker konec koncev, a veš, to je tako, kot da igramo tenis, ne? Enkrat je žogca na eni strani, enkrat na drugi. Moj nasvet vsakmu v biznisu je, da se mora na sebe fokusirati in v bistvu ambiciozno strmeti naprej, kako dalje. Ker država kot taka, se te ona ne duši, se te ona ne zavera. Ja, zavera te glede davkov, pa glede zakonodaje, absolutno res. Ampak glede marsičesa pa ne, ne? Tako da tisto, kar lahko narediš, moraš sam narediti, ne? Ampak ne glede na to, država bo morala razumeti, da smo premali za svaštarjenje. Mi ne bomo zdržali na dolgi rok in lahko nakladamo 100.000 evrov dodane vrednosti do moje penzije, ne bomo zagotovo to dosegli, dokler bomo bili državica za vse, ker smo premehni. Mi se bomo morali odločiti, kje so tiste industrije, ki imajo dodano vrednost visoko, v kaj investirati, v kaj tudi ljudi izobraževati. To, da mi danes hiper izobražujemo ljudi, ki pa jutri ne morejo najti poklica oziroma službe, to je totalno butast. Mi bi morali izobraževati ljudi tam, ki imamo prostor, ne? Ali v svoji državi ali pa v sosednjih državah. Ne pa, da hiperproduciramo, ne vem, nek poklic, ki nima prihodnosti. To je totalno kratkoročno razmišljanje. Torej, morali bi uskladiti in šolstvo z, bom rekla, potrebami nekega gospodarstva in potem vse skupaj usmerjati v to, ne. Zdaj pa zaenkrat zadovoljujemo vse, ne. Smo pa še v tej zanimivi situaciji, ki je pač nekje plod naše zgodovine v resnici, a ne, da živimo v družbi, kjer podjetništvo nima neke bogate tradicije in že mednarodne raziskave kažejo, da neka splošna mednarodna javnost highlighta recimo gasilce, jih zelo spoštuje. V ZDA tudi računovodje, kar se mi zdi zanimivo, medtem ko menedžerji so pa kar nekje v sredini ali celo proti. Ja, menedžerski poklic je vedno na dnu, ne? Na dnu. Ja, sigurno, seveda, logično. Sej mislim, let's be honest, ne? Mislim, nekdo mora biti krivc za take in drugačne odločitve. Ja, menedžerski poklic kot tak ima vedno negativno konotacijo, tudi tukaj v Sloveniji. Marsikdo od mladih tudi v bistvu reče, glej, jaz se pa tega ne bi hotel jeti, ne? Zato ker ste vedno tudi na tapeti. Čemer pa tudi moram poudariti oziroma reči zelo glasno, ne?
Kljub temu, da zdajle sedim v delovi zgradbi, ne, pa ne vem, če sploh smem to reči, ampak moram reči, ne, ta medijski spin, ne, ki je lahko pozitiven ali pa negativen, ima zelo velik vpliv na ljudi, ne, na vse nas, ne. In če ti gledaš v eni Ameriki, ki vse tako na pozitivno obrnejo, vsako podjetniško zgodbo, ali propadlo ali pa ne propadlo, da mi jih fascinirajo s tem, ne. Tam tudi recimo že na univerzo pripeljejo podjetnika, ki je 3krat propadel, in podjetnika, ki nikoli ni propadel. In tudi v medijih tako govorijo, kakor češ, ta podjetnik je propadel, je učeči se podjetnik. Pa nas, kdorkoli naredi napako, ga zmasakriramo na 1000 koščkov, ne? In moraš res imeti proklet dober želodec, ne? Da se potem še enkrat pojaviš in greš še enkrat čez nek eter, ne? Tako da v bistvu ta medijski spin je zelo pomemben in ta medijski spin ima tudi v bistvu na več plasteh vpliv, ne, ima vpliv na to, a je menedžerski poklic dober ali pa ne, konec koncev tudi na politike, ne. Marsikajšnega mladega človeka, če vprašajo zdajle na cesti, bi bil politik, bi rekel, ne hvala. Zakaj pa ne? Ja, zato, ker seciramo vse, ne, od A do Ž. Tako da to ratuje zdaj malo problem, ker če ti v političnih krogih ne boš imel top ljudi in pa tudi v menedžerskih ne, bomo imeli veliko težavo, ne? Tako da v bistvu iz tega razloga je tudi malo apel, ne, na tudi medije, da probamo v bistvu vsi skupaj pokazati tem generacijam za nami tudi kaj dobrega, ne? Zato ker konec koncev te poklici bojo morali obstajati, ne? Ampak če jih bomo samo blatili, kdo se bo tega šel? Nobeden, ne? Se zelo globoko strinjam, čeprav v medijski hiši Delo smo kar lepo strpni, pa tudi nekako povzdigujemo dobre poslovne zgodbe. Ravno kar smo imeli zelo lep dogodek Podjetniške zvezde, kjer smo spet nagradili res izjemne podjetnike. Je pa res, no, da moramo vsi skupaj pravzaprav to klimo malce preobrniti v neke bolj pozitivne ravni. Pozitivno, jaz si tako želim zvečer, ki sem mrtva od celega dneva, prižgati dnevnik, pa saj 50% pozitivnih zgodb slišati. Se strinjam. Takole se mi zdi pa, ker tako naredim na grobo analizo, da je pa 80% skozi neke težine, veš, ono. In marsikom, ko se jaz govorim v biznisu, reče, jaz sploh več ne prižgem TV, zato, ker me to dol potegne, ne, ker veš, ti imaš cel dan težke odločitve, pa prižgem TV, pa še 16 drugih težkih odločitev se dogaja, ki sicer niso direktno vezane zame, ampak imajo tudi nek vpliv, ne, tako da, če bi imel ta pozitiven vibe v Slovenijo nazaj dobil, bi bilo super, ne, pa mogoče sam en komentar, ki si prej gasilce omenila, ne, zdajle se ne morem spomniti, kako je ime tej nagradi, ampak mislim, da je osebnost leta nagrada, ali kje reči nagrada, osebnost leta, ne? A zdaj, če misliš Delova osebnost leta? Ali je... Ne, po moje Delova osebnost leta, ampak nisem zdajle toliko spremljala, veš, kandidatov, ampak vem, da sem ene 2 leti nazaj spremljala. In mi je bilo tako fascinantno, kako v bistvu naboru teh osebnostih leta je bila, ne vem, ena zdravnica, ena oseba, ki je delala charity, ena oseba, ki je, ne vem, znanstvenica in tako naprej. In so se mi zdeli fajn profili, ampak menedžerja pa ni bilo nobenega noter. In potem sem se tudi jaz vprašala, zakaj je temu tako, ne, tako, veš, tako, pač čistko, ne, sem se sama sebe začela spraševati, ne, in potem sem ugotovila, da Slovenija kot taka, ne, tudi če ti recimo kdaj gledaš, koga mi slavimo, ne, mi ponavadi vedno slavimo nekoga, ki rešuje nekaj, ne, ali gasilca, ki je rešil na otroke, recimo pri poplavah, ali nekega zdravnika, ki je rešil neko operacijo, kar seveda absolutno je upravičeno, ne, ampak redko kdaj pa slavimo enega ultra uspešnega podjetnika, ki nahrani toliko in toliko tisoče ust, ne, ali pa da včeriti toliko in toliko denarja nazaj, ali pa karkoli, ne, kar je tudi zanimiv fenomen. In spet, če vzporednico s to Ameriko potegnem, ne, malo mi manjka tega, zato ker v bistvu, če bi to slavili in če bi znalo v bistvu slaviti uspešne ljudi, tudi materialno uspešne ljudi, bi to celo družbo za sabo potegnili, ker pa bi v bistvu si tudi mladi želeli biti uspešni in zaposliti za sabo toliko in toliko ljudi, ne? In pa bi vsi skupaj kot družba šli na gor. Tako se mi zdi pa, da včasih, če kdo uspešen, ga radi celo malo udarimo, ne, po glavi in pol ta uspešen hitro pobegne tudi v tujino, ne. Zdaj si odprla pa tisto, o čemer se pripadniki moje generacije zelo radi in pogosto pogovarjamo in resnično ravno zaradi tega
recimo štrlenja recimo iz povprečja, ne, dejansko mnogi moji kolegi so zapustili Slovenijo, ne, ker preprosto so jim porezali krila, recimo, bili so preveč upadljivi, to verjamem, nekonvencionalni. Ja, to verjamem, zato ker v bistvu pri nas je hitro pol ta zgodba, joj, glej, tam pa vse, ne, blago se njemu, ali pa glej, kakšno avto vozi, pa glej, kje živi, noben pa ne pogleda druge plati, ne, kaj se ti vse odrekel, kdaj se ti zbujaš, koliko ur spiš, koliko delaš, ne, da bi to vse imel, ne. Moj prijatelj, psihoterapeut je zdaj v Londonu, zelo uspešen v public in pa private health system in je rekel, da ima 4 Slovence na terapiji, ne vejo drug za drugega, zelo uspešni, vsak ima svojo zgodbo, ampak pod črto enak problem. Neprestano so jim pripovedovali svojci, da če bodo pa pridni in se bodo odrekali in bodo trdno delali, da bodo seveda lahko ulovili svoje sanje. In dejansko so prišli do svojih sanj, ampak tiste sanje so skrite nekje v garaži, če pogledamo nek stereotip, kaj si moški želi, recimo. Skratka, največja frustracija se je zgodila, ker v Sloveniji si niso upali živeti svoje sanje. Če ravno so celo življenje ravno k temu stremeli. Kar grozljivo, ne? Ja, to je precej grozljivo. Kako smo v bistvu strogi in neizprostni do drugega, ne? Mi smo kot nacija, mogoče se to komu ne bo dobro slišalo, ampak mi smo grozljivi. Mi smo res grozni. Mi smo, ful smo fokusirani na seciranje neuspeha. Na to, da če je kdo uspešen, takoj dobi prispodobo lopova. Beseda lopov se pri nas uporablja tako kot dobro jutro. In blazno v bistvu imamo potrebo po nekem tračanju in potrebo po nekem negativnem res ubijanju v bistvu teh uspešnih ljudi. Malce schizofreno, ne? To je grozljivo. Po eni strani tako sočutno pomagamo, ne? In smo dobrodelni, po drugi strani pa svojega soseda tako uničimo, sodelavca. Mislim, to je neverjetno. Jaz mislim malo tako, če posplošim, radi pomagamo ljudem v stiski, potresi, poplave, otroci, karkoli. Če pa kdo mečka nad tisto povprečnico, nad tisto črto, uravnilovko, ga pa moramo potem že zabiti. In tle je problem. In zato tudi nimamo večje dodane vrednosti. In ni razvoja. In ni rasti. Ravno zaradi tega. Ker tle v tej državi moraš imeti kar jajca, excuse my French, da v bistvu daš glavo na pladenj in se izpostaviš. Ali da poveš, kar misliš, ali pa da živiš svoje življenje, brez da ga skrivaš. Ker marsikdo, tako ki si rekla, ga je začel skrivati in je šel raje v tujino, ki si reče, glej, tam lahko sem, kdor sem. In živim tisto zaradi milijon uspešnih sem, in noben me ne bo gledal. Klete pa takoj gledajo. In to je problem, ki ga delamo, in to bi bilo mogoče res zanimivo s kakšnim psihologom govoriti, ampak jaz mislim, da ta fenomen, ki ga kle vidimo, bo naredil ogromne težave na generacijami, ki je za nami. Ker kako boš ti nekega mladega človeka motiviral, da je nadpoprečno dober, če ga takole zabijamo, veš, ker on tudi vidi, gled, tale podjetnik je bil tam, pa se je to zgodil, pa so ga pa zabili, to je brez veze, to je popolnoma brez veze in to vse prihaja iz nekih globokih kompleksov, verjetno še iz časa Avstro-Ogrske, res ne vem iz česa, ampak bo treba končati, ker drugače bo ta državica ostala periferijska državica in vse tiste države, ki smo se jim smejali, vzhodnoevropske, nas bojo gladko prešišale. Že zdaj so nas. Če gledamo Estonije, Litve, Latvije, ki gledamo, kako hitro rastejo njihovi GDP in podobno, in dodane vrednosti, 5 let pa nas bojo prekusile. Medtem, ko bomo mi sami sebi oteževali življenje. Menedžerjev, kot si dejala, ne spoštuje slovenska družba prav v tisti meri, ki bi si zaslužili. Po drugi strani pa se midve obe spomneva dr. Škrlevaja, ki je razlagal pravzaprav profil menedžerjev. Gen Z, generacija Z, pričakujem popolnoma drugačne liderje, kot so bili nekoč. Škrlevaj govori celo, da zasedajo menedžerska vodilna mesta, ga bom kar citirala, tudi psihopatske osebnosti, narcisi in tako naprej. Skratka, kar hudi profilja, hude ocene.
Ampak kakorkoli že, moje vprašanje je, kaj pravzaprav je lider prihodnosti, kakšne lastnosti more in skillse more posedovati in koliko smo še daleč. Še kje bi šla 2 koraka nazaj, če dovoliš, ker se mi zdi, da je treba 2 točke dodati, preden ti odgovorim na vprašanje. Prvo, spet ta trg, ne? To je mini trg. In na mini trgu imaš ti malo opcij. Če ti hočeš biti predsednik uprave, na malem trgu imaš 10 firm, ki so velike, da si predsednik uprave, lahko kličeš, ker drugače si avtomatsko direktor. Ne? In če to je ego, da bi bil rad predsednik uprave, pač si tam. Ne? In pol enkrat, ker si na tej poziciji, logično, da se boš držal, ne? Z rokami in nogami te pozicije, ker ta mali trg nima toliko opcij spet. Ne? Če si ti predsednik uprave v Nemčiji ali pa v Angliji, si jutri predsednik uprave v tej firmi, pa je pa še 1000 drugih firm, ki boš bil lahko predsednik uprave. Tako da si mogoče malo manj paranoičen glede tega. Ne? In ta mali trg, tudi pol to, a veš, mali trg enostavno ima malo opcij, ne? Let's be honest, ne? A veš, veliki trg pa veliko opcij. Ne? Kar tudi potem pripelje do tega, kakšne imaš pa potem konkurente. Na velikem trgu, za tisto eno predsednik uprave funkcijo, se bo pojavilo 200 tipov ali pa žensk, ne? In vsi se bojo borili za to funkcijo. In potem bojo res lahko izbrali top, ne? Ta pravoga. Ne? Pa nas ne, zato ker enostavno, po eni strani je malo teh ljudi, ki sploh v bistvu je v tem okrogu, po drugi strani je malo opcij za to, a veš, funkcijo. Ne? Tako da enostavno ena te isti ljudje se pol sprehajajo med 3 naslovi. Ne? In pa imaš ta, veš, fenomen, ki ga imaš. Ne? Seveda, v srednji veliki firmi ali pa v podjetniških podjetjih je ta čist druga zgodba. Ne? Ponavadi v bistvu imaš drug nabor profilov in tudi potem drugače se kadruje. Ne? In to je pa tudi malo bolj primerljivo z tem, bom rekla, srednjimi podjetji, ki jih vidiš tudi v Avstriji. Ne? Tako da iz tega razloga imamo to, kar pač imamo. Ne? In sigurno v Sloveniji in pa tudi na splošno v vzhodni Evropi je še dosti tega profila old schoola, ne? To se pravi v bistvu ta top-down management. Ne? Jaz sem predsednik in jaz enostavno vem in tako bomo naredili. Ne? V skandinavskih državah se ta, bom rekla, profil že čist menja. Ne? Jaz pač imam veliko tudi strank po celi Evropi, po različnih državah. Zelo veliko sem zdaj v zadnjih letih na Nizozemski tudi bila in če primerjam tistega liderja z našimi v vzhodni Evropi, je to čisto ena razlika, ne? Ker un lider pride v džinsu, pride v srajci, pride v cool supergah, nima zaprtih vrat, nima 6 tajnic v spredje, ne rabiš se k njemu najaviti, ampak prideš noter in enostavno je bolj free. In ljudje enostavno tudi dihajo z njem skupaj in enostavno on ko kreira in ko vodi firmo na nek način. Ne? Nakar kle so pa še vedno v oblekah s kravato, treba se 6 tednov naprej najaviti, da prideš na kavo lahko in je zelo tako. Ne? Zelo se ve, kdo je kapo di banda. Ne? Tako da lideri se zelo menjajo, glede na lego oziroma na to geografsko, kje so, glede na industrijo tudi seveda, ne, in pa glede tudi, bom rekla, razvojnosti ene države. Ne. Bi pa tako rekla, naši lideri bojo sigurno morali se zavedati, da ta samovšečnost, ki je pogojena tudi s tem malim trgom, je nevarna. Ker ne glede na to, da smo mali trg, tako kot sem prej povedala, kadri v spodi ne bodo tolerirali samovšečnosti in bodo šli ta najboljši. Tako da ne glede na to, da sem številka 1 na tem mini trgu, ta dobri reke, glede me je to tako brez veze, jaz ko gledam gor, kam se premaknem gor, to ni role modeling in bodo šli. In to je velika nevarnost spet Slovenije. To je tisto, kar sem na začetku, če se spomniš, rekla. To je velika nevarnost. Tako da se moramo zelo zavedati tega catcha, ne. Torej, tako kot nam otroci staršem postavljajo ogledalo, tako mladi talenti postavljajo managementu non-stop ogledalo. In tega se slovenski management pogosto ne zaveda. Jaz mislim, da se sploh ne zaveda, ker ne razmišlja. Noben o temu ne razmišlja. A veš, kaj se mi zdaj srhljivo? Zelo tehtne in dobre razmisleke podajaš v tem podcastu in sem ti izrazito hvaležna in upam, da tudi najni poslušalci in gledalci bodo nekaj zase vzeli. Ne vem, če poznaš, na IEDC poslovni šoli Bled je predavatelj in zelo zanimiv gospod dr. Pierre Kass. Zelo dobro poznam, ja, in šolo in Kassa. A ti je bil všeč? Ja, valjda, super je bil. Jaz sem na Bledu leta 2003, tako da ja, zelo mi je bil všeč in tudi kasneje sem ga srečevala. Name je naredil strašen vtis, sem ga posnela v nekem drugem podcastu za Delo, še v okviru Sveta kapitala in on je, ga citiram, dejal:
Moč pokvari ljudi, moč se zlorablja za bogatenje, pazi to, laganje, manipuliranje z ljudmi in strašljivo je, da mnogi ljudje, ki imajo oblast, moč, sploh nimajo kompetenc. Ja, absolutno se strinjam. Ampak, a to velja za mednarodni prostor ali tega ga pa nisem vprašala, ali je on dobil občutek tak za Slovenijo? Jaz mislim, da je to bolj za mednarodni prostor. Veš kaj, moč je ena težka stvar, ne, mislim, ena težek fenomen, ne, in lahko je politična moč, lahko je gospodarska moč, lahko je kapitalska moč, kakršnakoli že, ampak ti, ki si enkrat na vrhu, res moraš biti v redu v glavi, da se ti ne odpelje, ne. In marsikomu se odpelje, ne. No, vse tako, da, veš. Juliju Cezarju so dvorni norčki neprestano govorili, samo človek si, Ja, veš, da je bil down on earth. In to vidim jaz tudi v mojem poslu marsikdaj, ne, in v biznisu in tako izven biznisa, da, a veš, imaš veliko ljudi, ki pač enostavno ima svojih 5 minut, ki so na vrhu ene organizacije, ne, in pol vsako jutro začnejo očitno s pogledom v ogledalo, jaz sem perfekten ali pa perfektna, in pol ne slišijo niti ne vidijo nič, ne, in to je zelo, zelo, zelo riskantno, ne. Iz tega razloga sem spet vrnila malo nazaj provokativno na ono točko, ki si jo ti imela na začetku, ali je Slovenija že zrela, da povemo direktno, kaj mislimo. Če si v taki organizaciji, kjer imaš liderja, ki nikoli niti ne vpraša, niti ne sliši, kaj se dogaja okrog, ne, ampak je v svojih 5 minutah slave, to ni organizacija, kjer želiš ostati, ne. To je organizacija, ki moraš iti, ne. In to enostavno ne bo pripeljalo do 100.000 evrov dodane vrednosti. In taki ljudje se bodo tudi takole držali z rokami za stol do konca. Neverjetno. To ni profil, ki bo delal succession planning. To recimo, če ga greš pol vprašati, kdo pa je vaš naslednik, bo rekel, zakaj naslednik? Saj sem še mlad, saj sem še v redu, ali pa saj sem še mlada, saj sem okej, zakaj pa naslednik? Oni, ki so mentalno zreli za to pozicijo, bo imeli pa naslednika pol leta potem, ko so prevzeli mandat, bo že delali na tem, kdo je naslednik. Ampak kakšen delež slovenskih podjetnikov razmišlja na tak način? Ti to veš? Ja, vem, ampak si veš, jaz sem zdravnik. Tako, da me vpraša zdaj, kako da zdravnika vpraša, kateri Slovenci imajo spolno nalezljivo bolezen. Se hecam, ampak si veš. Imaš upanje, namreč živela si v Nemčiji, ostajaš v Sloveniji, torej ena taka, bi rekla, domačijska ali pa taka zelo ženska ali pa gospodinjska ali ne vem kakšna pragmatična misel me napeljuje, da vendarle imaš nek optimizem. Jaz imam optimizem, jaz imam upanje, jaz tudi vsako leto delam za nekaj slovenskih klientov, nekaj sem rekla besedo. Večino časa sem pa zdaj res v zadnjih letih, bom rekla, veliko labo, to se pravi v Angliji, na Nizozemskem, ogromno leto sem tudi, lansko leto sem delala v Nemčiji, tudi naslednja leta zgleda, da bom veliko bila spet v Nemčiji, to da se vedno hecam, da sem naredila perfekten 360 krog, ker kot otrok gastarbajterjev v Nemčiji, ker sem ti prej povedala, da je bilo treba se integrirati, ne, sem prišla do točke, da svetujem najboljšim podjetjem v Nemčiji, ne. In vedno hecam, da če je ta otrok jugoslovanski takrat, se je rekel otrok oziroma danes slovenski, prišel do te točke, da največjim nemškim podjetjem svetuje, da pa sem pa že nekaj uspela, ne? In bi bila bolj vesela, seveda, da bi tudi slovenska podjetja bolj prisluhnila, ne, nekim nasvetom in tudi oddelala tem, glede na nasvete. Ker mi smo zdravniki, veš, jaz ti lahko rečem, glej, jutri moraš začeti telovaditi in če boš ti ležala pred kavčem, moj nasvet, ne, kaj ne naredim z njem. Nekateri pa hvala Bogu poslušajo ta nasvet in grejo pa na telovadbo, ne. Tako da imam upanje, jaz imam vedno upanje, drugače ne bi kle živela, bi se že selila verjetno. Verjameš v to, glede na to, da si članica nadzornega sveta WIN, to je največja svetovna organizacija, ki združuje izjemne voditeljice iz različnih polj delovanja, razpravljate o enakosti, uravnoteženosti, zastopanosti spolov in tako naprej. Meniš, da bi svet dihal, utripal popolnoma drugače, če bi bilo več žensk na vodilnih mestih, da bi prevzemale vajeti? Verjameš v tezo, ki jo pogosto izrekajo moški, prestrašeni? Kaj pa pravijo? Da prihodnost pripada ženskam.
Oh my God. Ja, ne vem, če to res, ne. Mislim, to se mi zdi tako taka fina ideja, ampak jaz mislim, da medve pa tudi najini otroci ne bojo doživeli. Če gledamo World Economic Forum, ne, je v bistvu ta razkorak v ravnoteženosti spolov zdaj že preko 100 let, torej 100 let, če bomo takole nadaljevali, bomo rabili, da bomo enakopravni, ne. Jaz ne verjamem, da gre za statistiko, ne, da mora biti toliko žensk, ker je toliko moških. Ne gre za to. Gre samo za to, da res damo priliko najboljšim kadrom na svetu. A veš, če je fight, borba za pozicijo, top pozicijo v nekem podjetju, je za mene neetično in nemoralno in res nesprejemljivo, da kadrovnik, o katerem smo prej govorili, ali pa kadrovnica, nimata 5 ženskih življenjepisov in 5 moških. In šele, ker imata 5, ne se začnejo potem intervjuji in šele, ker imajo 10 intervjujev, dajmo 2 finalista, enega ženskega, eno moška in šele potem se dajmo odločiti. In če bi tako piramidalno zadeve potekale, sem jaz prepričana, da bi imeli boljše kadre na najbolj pomembnih mestih. Torej ne gre za to, je tukaj ženske, je tukaj moški, gre res za to, da imamo najboljše kadre na najboljših mestih. In jaz se zelo za to borim. In v biznisu in v politiki moramo imeti najboljše kadre na najboljših mestih, ampak to enostavno ne bomo izpostavili, dokler bojo netransparentne zadeve. Veš? In jaz dejansko mislim, da če bi pol take kadre imeli, da bi potem sigurno ekonomije in biznisi in vse veliko bolj zgledali. Ne? Ker konec koncev, če ti pogledaš, veš, Fortune 500 podjetja, torej najboljša podjetja na svetu, ki so, top 500 podjetij, če gledamo top 100, ki jih imamo na lestvici vsako leto, ki se jih analizira, to so podjetja, ki imajo vsa, a veš, zelo raznolike menedžmente. Ni mu zdaj ženska CEO, da je ženska predsednica uprave. Gre za to, da če je 10 članov uprava, da imamo raznolike vsi v tem pravi. Mlade, stare, ženske, moške, Evropejca, Američana. A veš, to je raznoliko. Zdaj v Sloveniji seveda bomo težko Američana, Kitajca pa Slovenca imeli v pravi. Sem ne mi hecati. Ženske pa moški in pa starostna raznolikost bi pa lahko bila komot tudi pri nas. Ne? To nimamo nobenega izgovora, da tega ni. Mi pa drsimo po vseh lestvicah nadol. Mi padamo v vseh statisticah. Mi padamo glede zastopanosti žensk v pravah, nikjer smo na dnu. Nasilje nad ženskami se veča. V zadnjih 3 letih je šlo nasilje na gor. Mislim, mene je sram, ker to berem, mene je dobesedno sram in tudi zgrožena sem, da kot ena država, ki smo v centru Evrope in vse imamo, čisto vse imamo, kar se tiče nekega lifestyla, da tako v bistvu padamo. Ne? In to ni dobro, ne? To ni dobro. Po drugi strani imamo pa najvišje izobražene ljudi v Evropi, ženske so nadpovprečno izobražene, statistično hitreje končajo fakultete, z višjim povprečjem končajo. In kaj se pa zgodi? Kaj se pa zgodi? Nasilje v družini, hkrati jih pa nimamo nikjer v menedžmentu in nikjer na vodstvenih pozicijah. Mislim, to je sramota. Meni je to sramota. Leta 2023, jaz ko to berem, jaz vedno rečem tudi doma, ki se pogovarjam pa z mojimi prijatelji, da me sram. Ker to pa me res sram, to ni več hec, ne? In to je tist, ki bi morali kot družba odreagirati. Naslavljati. To je, veš, klepa se mi zdi, da kar malo zatežkamo, ne, kar malo to pozabimo. Ja, nasilje nad ženskami, katastrofalno področje, kjer lahko skoraj da mislim, da vsako 3. žensko osebno zaboli v Sloveniji. Je grozno, mislim grozno, kam smo prišli, ne? Ne glede na izobrazbo in status v družbi. Ne glede na to, veš, in to je en velik tabu, tako se mi zdi, da vsi vemo, da se slabša situacija, noben pa o temu ne govori. A veš, noben pa o temu ne govori, ne, in to je pa resnično nesprejemljivo. Klepam pa jaz v bistvu zero tolerance, ne, Enako. Res, in kdorkoli naj jo posluša, in to če kakšna ženska vmes posluša, ali pa tudi moški, če je nasilje nad moškimi konec koncev, res, mislim, če se le da upret. Kaj pa, če rečeva, naj posluša moški? Ja. In naj premisli, kako vzgaja svojega moškega potomca. Ja, se strinjam. Kaj mu je povedal o tem v zadnjem obdobju? Ja. Kajti te ženske smo mame, ja, se strinjam. Zdravnice, medicinske partnerice, hčerke. Ne, ja, se strinjam. Ampak tudi Bog ne dej, če, veš, konec koncev spet, mogoče skušam biti preveč
tako enakopravna. Za mene nasilje niti nad ženskami, niti nad moškimi Absolutno. ni sprejemljivo. Veš, tako da, Zagotovo. tudi Zagotovo. kdorkoli ima to težko roko, ne, ali kako se temu reče, mislim, to je grozljivo. Lahko si zaradi mene, ne vem, najbolj uspešen podjetnik na planetu. Če slišim, da imaš nasilje v Pade na družini, vseh je za točkah. mene osebno ta oseba Nula. padla na vseh točkah. In Tako. to je za mene nula. Pol. Točno. In lahko se bohotiš z nekjerimi nagradami, za mene si out. Takoj. In tako bi morala kot družba tudi odreagirati. Tle pa vidiš, tukaj, to je pa ta oksimoron. Unga podjetnika, ki je propadel, ali pa unga podjetnika, ki dober Ferrari voz, Uničujemo. linčamo, Tega sosed pa pretepa, ali pa sosed željno. pa pretepa, pa nobeno temu ne govori, smo pa vsi tih nič ne vemo. A ni to zanimivo, ne? A ni to zanimivo? Izzivala je. Ne? A Pa ni še to rečemo, zanimivo? izzivala je. Ne, to, a veš, A? in tle me je prav hudo, ne, da smo tako zašli. Ker tle se mi zdi, da smo pa res malo zgubili kompas. Ja. Tam ne unga obsod, ne? Unga pa pušča voz Ferrari, pa kaj če ga voz, je samo pleh, ne? Unga pa toče, ga pa izvoli obsoditi, ne? Zdaj smo šli po Melanie Sajer-Larsen, neke depresivne ja. vode, sva zašli, nekaj bolj Ne, veselega ne, moramo je imeti. ne, ampak vendarle te teme absolutno treba naslavljati. O njih govoriti, spregovoriti, se odpreti in spet narediti pravzaprav to družbo zrelo za to vrstne tematike. Ja, absolutno. In Se reakcije, strinjam. sankcije. Sankcije. Melanie, ali boš nekje v prihodnosti se recimo tako posvetila sebi, da si boš vzela recimo, ne vem, leto dni premora, šla v kakšen Absolutno. ašram. Bereš moje misli. Ne, v čim- ašram pa ne veš. S čim se boš nagradila in kako se boš nagradila za to trdo, predano, agilno delo? Jaz se sprot nagrajujem. Jaz sem tip, ki ne, work hard, ampak tudi se nagradim. Jaz to čisto javno priznam. Jaz se napolnim energetsko z potovanji. Tudi jaz parkrat na let grem pač nekam z družino na pot. Včasih je to samo vikend, včasih je to daljše potovanje, ampak to mene polni in tudi ta multikulti spoznavanje nekih novih stvari. Recimo letos sva z možem bila v Indiji in ta bom rekla, ta neka nova dimenzija in ta neka novo spoznanje ljudi, nove kulture, to mi res napolni. No? In pa spet lahko laufam moj maraton in pa spet mečkam, moram se spočiti in pa grem spet kole nekam se napolniti energetsko, ker moj poklic je dajanje velike energije. Ne? Jaz sem pa zdravnik, kot sem prej rekla, za podjetja, ker pomeni, da tisto težavo, ki jo ima predsednik uprave, moram poslušati, moram razumeti, moram se poglobiti in še rešiti jo. Ne? Ja. In to je energetsko res doskrat, tako da si na koncu leta ko cunja, ne? Tako da tako se polnim. Ampak drugače, ja, moja velika vizija je, da preden bom jaz šla v šolo, da bi si vzela 1 leto off. Res? Ja, zato, ker bi rada šla z njo malo Res? potovati okrog sveta in biti z njo tisto pač zadnjo leto, preden bo šla v šolo, tako da to z možem že oren diskutirava o temo. Bravo. Zdaj je šele dobro vstopilo v vrtec, tako da nismo še tam, ampak to mi je ena želja, kjer bi rada res tudi njo navdušila s tem, v bistvu, s to multikulturnostjo. Že zdaj v bistvu jo skušamo tako vzgajati. Ona je zelo taka radovedna deklica, tako da v bistvu zelo rada proba različno hrano, že zdaj, tudi doma v bistvu jo jaz učim nemško, mož angleško, tako da tudi malo skušamo s temi različnimi jeziki, različnimi kulturnimi navadami jo v bistvu inspirirati, da je svet vse in ta v bistvu generacija za nami in tudi mina generacija, ona je svetovni popotnik, ne? Njen ID mora biti svetovni ID, ne? Ona mora biti vešča znati preživeti v svetu, Kjerkoli. a veš, v svetu in hkrati tudi biti tako zaposlena. Mi imamo, ne vem, če to veš, ampak jaz sem tudi ena ponosna, jaz sem dvojna mama, v bistvu v celoti sem mi mama, ker je moj biološki otrok, ne? Pa imam pa še enega otroka, ki pa ni moj biološki otrok in sicer sina od Tomislava, ne? Ki je tudi seveda v zadnjih letih odraščanja bil veliko z nama. In recimo naš Peter, veš, je končal v Zagrebu najprej fakulteto, potem je v bistvu
šel v Singapur na šolanje, poleg končal magisteriju v Parizu in zdaj dela recimo v Ženevi, v headquarterju od Cartierja že par let in to je to, kar ta generacija dela. Jaz sem vsak dan, mi smo z njim povezani, slišimo se, tako da imam občutek, da je kle med Ljubljano pa Zagrebom, v resnici živi in dela v Ženevi, ampak mi smo vsi, na eni strani jim ponosni, na drugi strani pa to ta model, kako bojo te otroci očitno živeli, tako kot sem prej rekla. Naš Peter je hotel v luxuryju delati, kje bo luxury v regiji delo? Ne more, ker tega luksuznih dobrin ni. In Švica je center, in ker si je najdel tam službo, smo bili vsi na eni strani šokirani, ker si zmer misliš, kako pa je mu rat ali mu fanto, takole iz regije, ampak po drugi strani pa normalno, ker ima dober CV in ta drive, da mu je rat. Te pa pri tej ideji enega leta off, kako se temu že reče? Sabbatical. Točno, sabbatical. Sabbatical. Te recimo nič ne preganja strah, recimo? Ne. Da bi, na kaj merim? Recimo, da bi kdo nadomestil mene? Naprimer. Kar ne, jaz bi bila tako vesela, da me kdo nadomesti. Malo se hecam, ampak resno mislim. Glej, jaz sem zdaj v BCG-u, to, kar sem jaz dosegla, je vrha. To se pravi, sem ne samo izvršni direktor pa partner, ampak tudi solastnik BCG-a. Tako, kot sem prej rekla, 30,000 glava, podjetje preko 10 milijard prihodkov. Tako da jaz sem prišla do enega vrha, tako da jaz že zdaj delam tudi na mojih naslednikih in tako naprej. In to je resna tema, ki jo resno tudi sprejemam. Tako da iz tega razloga res nimam nobene paranoje. Jaz sem tudi zdaj v letih, ki se sprašujem, what's next? Mi v naši firmi smo zelo odprti glede tega. Kljub temu, da sem jaz zelo uspešna in vsako leto me potrapljajo in mi rečejo super hvala, se jaz tudi sprašujem, what's next? Ker drugače ne bom se tako sprašvala, bom začela nazadovati. Jaz se moram vprašati, ali bom šla mogoče v kakšno upravo, v kakšno globalno firmo, bom kaj trendga počela, ali bom šla v charity, ali bom ne vem kva počela. Tako da jaz se tudi zelo sprašujem. In jaz imam še full idej. Po drugi strani se pa zdaj ravno v teh letih, ki se morala vprašati, kam katalizirati te ideje. Logično, znotraj BCG-ja jih lahko full uresničem, ker je velika firma, ampak what's next je vedno vprašanje. Tako da jaz, ko bom šla na sabbatical, ne bom imela prav nobene paranoje. Tudi zdaj, recimo polet, sem ravno včeraj dobila mail, da so mi odobrili po tolikih in tolikih letih uspešnega vodenja firme, nam odobrijo plačane 3 mesece dopusta. Tako da imamo odobritev za naslednjo leto 3 mesece poletnega počitnic. Tako da je moj mož glih rekel, res, a to boš naredila? Sem rekla, ja, z velikim veseljem bom 3 mesece na morju z najino hčero. Ti boš pa prišel, ko boš prišel, lahko pa tudi ti prosiš sabbatical oziroma ta poletni dopust. Ampak jaz nimam nobene paranoje, kar se tega tiče. S takim užitkom poslušam tako lepe stvari in iskreno privoščim in bom kar rekla v etru, zame si težko kategorna frajerka. In sem zelo ponosna, da si bila gostja v podcastu Supermoč. Obe sva premagali nekaj ovir, namreč obe sva se ujeli v zanko vseh teh kombinacij organizacij dela in zasebnih izzivov in tako naprej, ampak mislim, da sva posneli zgovoren podcast. Hvala še enkrat za vabilo, mi je bilo res v čast. In upam, da je bil res Supermoč. Ja, absolutno. Res še enkrat hvala in tudi tebi en velik poklon in kompliment, zato ker v Sloveniji in v okolju, kjer smo prej govorili, takle podcast zaštartati in pa tudi uspešno voditi ni kar tako. Tako da tudi tebi v bistvu kapa dol in v bistvu v tvoji branži res vsaka čas, da to delaš in kar tako naprej. Hvala lepa. Melanie Sajer Larsen, vse dobro in ob tej priložnosti že lahko rečem, srečno. Ja, srečno novo leto in še mnoga leta naprej. Hvala lepa. Da živijo. Hvala, čau.